Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. V Puconcih se je odvila že 24. tradicionalna biciklijada. V Mačkovcih je potekalo državno tekmovanje v motokrosu. V Gančanih se priprave za tradicionalni prvomajski mlaj bližajo h koncu. Naša gostja bo psihologinja Tina Merklin. In še vreme, jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V občini, kjer pravijo, da se gričevnati del srečuje z ravninskim v pokrajini, so pripravili tradicionalno biciklijado, ki privabi kolesarje s trasami, ki so prilagojene vsem udeležencem. Puconci so minuli konec tedna pripravili tradicionalno biciklijado, ki je letos potekala že 24. po vrsti. Kolesarji so se lahko pomerili na več trasah, poskrbeli pa so tudi za gorske kolesarje. Vreme je lepo, tako da pričakujemo veliko obiskovalcev, cirka okrog 300 ljudi mogoče, ker se Ravensko in Goričko podajata roko, tako da je to odlična trasa za kolesarje, za tiste, ki so malo manj kondicijsko pripravljeni in za tiste, ki so dobro pripravljeni, tako da lahko izbirajo po različnih trasah, po ravninske ali pa malo po hribovitem delu naše prelepe puconske občine. Imamo 4 različne trase, najdaljša je 61 kilometrska, ki je kar precej razgibana, so tudi hribi zraven, tako nekateri mislijo, da je Prekmurje samo ravninsko in so potem kar presenečeni, je pa zelo lepa trasa. Potem imamo 30 kilometrov, je malo razgibana, je nekaj hribov, vendar ni tako zelo naporna za kolesarje. Potem pa ena taka prijazna 17 kilometrska, ki je namenjena družinam, starejšim kolesarjem, otrokom predvsem, tako da je bolj družabne narave ta trasa in tudi najbolj obiskana navadno. Potem pa imamo še zadnja leta posebnost, 32-kilometrsko traso po gozdnih poteh, to je MTB trasa za gorske kolesarje, ki poteka po makadamskih urejenih cestah občine Puconci. Občina Puconci je, kot pravijo, praznovala šport oziroma športni konec tedna. Biciklijade se je tako udeležil tudi prvi mož občine. Nekako ta športni vikend zaključujemo s kolesarskim maratonom, torej v petek pohod Zdrava šola, včeraj motokros, državno prvenstvo v Mačkovcih, danes pa zaključek, torej rekreativci, tudi malce boljši rekreativci na kolesih. Bomo uživali po poteh občine Puconci in naredili konec koncev nekaj dobrega tudi za svoje zdravje, za sebe. Športno ali rekreativno udejstvovanje, ki ni tekmovalnega značaja, je koristno v vseh pogledih. Zabava in pa druženje pozno popoldne. Župan se je torej kolesarjem pridružil, nas pa je zanimalo, za katero izmed tras se je odločil. Jaz bom pa šel družinsko traso 17 km s hčerko in s partnerjem. Spomin na udeležbo na biciklijadi dobil vsak udeleženec, kar je nedvomno vzpodbuda in lepa gesta. Simbolično darilce, ki ga potem spominja na ta naš kolesarski maraton. Številčna zasedba je v Puconce prišla iz Tropovec, ki se ponašajo z uspešno kolesarsko tradicijo. Za prireditev sem se odločila, ker rada kolesarjem, smo z družino tukaj, otroci so tekmovalce kolesarskega kluba Tropovce in da spodbujamo malo domače okolja. Prireditev je, večkrat smo že bili na tej prireditve, lepo je organizirano, fajn, vedno se imamo lepo, tako da se radi udeležimo te prireditve. Prijem tudi zaradi zdravega življenja, druženja, da na koncu povemo kako lepo besedo, danes je še lepo vreme, bomo uživali. V Puconcih se je zbralo okoli 300 kolesarjev, na občini pa so potrdili, da bodo prihodnje leto, ko bo biciklijada praznovala 25. obletnico, pripravili nekaj dodatnega. Kaj naj bi to bilo, pa pravijo, da naj ostane skrivnost. Biciklijada je vsekakor uspela in poskrbela za prijetno druženje in vzdušje vseh udeleženih.
Avtomoto društvo Štefan Kovač je na motokros stezi v Mačkovcih priredilo državno tekmovanje v motokrosu, ki je privabilo najboljše slovenske motokrosiste in številne navdušene gledalce. Tekmovanje je potekalo ob velikem številu obiskovalcev. Steza v Mačkovcih, znana po svoji atraktivnosti in razgibanosti, je z deloma peščeno podlago nudila zelo dober oprijem, kar je omogočilo tekmovalcem izjemne vožnje. Proga je oblikovana tako, da omogoča pogled kot v amfiteatru in je še posebej priljubljena med gledalci, saj so lahko sledili dogajanju na progi iz različnih zornih kotov. V Gančanih vsako leto postavijo mlaj in tradicija traja že 107. leto. Pripravijo pa ga vedno tisti, ki bodo v tem letu, se pravi letos v 2026, napolnili 18 let. Z nami sta Jana Žižek in Jurij Gramfol, se pravi letnika, ki tudi letos pripravljajo Majoš. Ali mlaj prvomajski, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena. Kdaj se začnejo priprave na postavitev mlaja? Verjetno to traja kar nekaj časa. Postavitev mlaja začnemo po novem letu, januara. Zberemo se med petkami, dobivamo se vsak petek, pa delamo pač med sabo. Boš kaj dodal, Jurij? Ja, to je že tradicija dosta časa. Mislim, fajn je na sestanku, se podružimo, napravimo pantlike, okrasimo z rožem, pa vse tako. Vrh je posebej pomemben pri vsakem mlaju. To je verjetno kar zajetno delo, Jana. Ja, je. Pač moramo prav najti dobrega vrh tudi, ker je da posel, pa je najprej težke, najprej širše. Imamo tudi enega vaščana, ker je že na to se zna, pa se spozna. Te se starši pač, pa letniki skupaj zberemo, kam bomo pač šli, pa ga prosimo tudi večino, dosta krat nam dajo vaščane, te vri. Lejko ga pa tudi idemo iskat kam drugje, če nemajo. Te pa še toga pač glavno ga pozovemo, ko nam pogledne, če da dober. Pa vse. Drugo okrasje pa, Jurij, izdelate sami. Ja, to je, naprimer, so krasne papirje, kar spletemo v rože, naprimer, okrasimo jih s prstami, ko jih zmučkamo malo po domače povedano. Fantje, ste verjetno zadolženi tudi za to, da najdete tisto pravo drevo. Kje ga najdete in kako ga najdete? Ja, najdemo ga, kako je že Jana pravila, po vase, naprimer pri vaščane doma, če to da, če dobro voli, če pa ne, pa ti kje drugi. Pri tem je treba na kaj posebej paziti. Ja, treba paziti, ko je fajn goste, visok širok. Ampak ta tradicija, Jana, traja že kar nekaj let in tudi nekaj dni. Tradiciji se bova še posvetila. Kar nekaj dni je potrebnih potem pred samo postavitvijo mlaja. Ja, kar precej. Dosta dela nas čaka, pač, ker ga moram tudi upraviti. Zmes je svaja, po istini povedano, tudi kaj, ko se ne razumemo med sabo, samo zguramo to skozi. In tisti dan, ko mlaj postavljate oziroma ko je okrašen, ga je treba prinesti iz prostorov na prostor, kjer bo postavljen. To je verjetno celodnevna aktivnost. Ja, celodnevna aktivnost je. Pač pri letnici je Majoš, mlaj pač prinesemo, da ga odrežemo kletnice. Te kletnici zajtra se dobimo ob 8, naprimer 7, začnemo ga krasiti. Te pa pač, da ga ukrasimo, pa ga tam nekaj pol eni nesemo, ko pač prijemo do nekaj okoli 5 ure, ko ga mi lejko skupaj delamo tam. Pomagajo pa med tem, ko mi nosimo okoli letniki, pač dečke, pomagajo pa tudi starejši vaščani, pa mlajše, ko se tudi že zdaj puno vidi, ko mlajši pomagajo pa sprobavljajo, če da jim šlo pa to. Mi letnice pa vzadaj vozimo pijačo. V istini povedano, 2 pa pač neseta kravne, pa to je to.
In to je, Jurij, celodnevni dogodek, ki se potem prevesi tudi pozno v večer. Letos ste povabili v svojo družbo prav znano glasbeno skupino. Ja, Modrijane in skupino Vrhove. Kadar Majoš postavimo, se začne zabava, fešta po domače povedano, pa se zabavamo do jutranjih ur. Jana, Mlaj boste letos postavili 107. To se pravi, da že kar nekaj let obstaja ta tradicija. Kako se je pravzaprav začelo z Mlajem v Gančanih? Ja, to je že dolgo nazaj tradicija, ker so postavili fantje, 4, ker so prišli iz vojska, ko so bili se posvetili Marije, ko so zdrave pa živi prišli nazaj. En čas so tudi to oni postavili, te so pa to prevzeli vse 18-letnike. In od takrat naprej ta tradicija v Gančanih pri 18-letnikih živi naprej. Kar želimo povedati je, da se moramo torej 30. aprila na predvečer 1. maja pozno popoldne ali zvečer odpraviti v Gančane, da vidimo prav poseben, kajti Mlaj v Gančanih ima čisto svoj sloves. Pride običajno zelo veliko ljudi. Je tako? Ja. Tako je. In na kaj moramo biti še pozorni? Dobro voljo je treba prinesti. Ja. Glavno, ko se pleše, zabava, pa to je to. To se pravi, ob kateri uri je najbolje, da pridemo ob 8. zjutraj, verjetno še ne, ko se boste začeli pripravljati, ampak tam ob 17. dalje. Ja, ko še vidite malo tradicijo, kako se to v gor dela, postavlja, ko stoji se, Gančana je to bolje tako, ko se družimo, pa ko sodelujemo med sabo, pa še itak imamo tisto nekšno navezano med starejšimi pa mlajšimi, pa to tudi zaščemo dole pelate. In da fantje pokažejo svoje moči in spretnosti, da postavijo Mlaj tako, da bo ostal, ukrasti ga pa ne smejo. Ne. Zakaj pa ne? Tradicija, ne, moramo paziti ga, eno noč pred mi kopljamo tudi grobo, ročno. To se pa dokaže tudi dečke, ker je kopljajo. Moramo jo te tudi paziti, poleg celo noč stražimo, tega tudi že pripeljamo svoj stablo, ker pa te tudi stražimo, ko na z drugih vesi ne da nišče razžagal ali pa kaj, kako se je mogoče lani zgodilo, ko smo ga premalo pazili. Jurij, ste pripravljeni na to, da boste Mlaj pazili, da bo potem šlo vse tako, kot je treba? Smo pripravljeni. Jana in Jurij, najlepša hvala za tale pogovor. Najlepša hvala vam. V nadaljevanju programa bo na sporedu oddaja Svetovalni studio. Med drugim bo beseda tekla o tem, zakaj se ne zmoremo povsem umiriti in počivati. Naše telo ne počiva nujno, ko mi se zdaj uležemo in rečemo, zdaj bom počivala, in to je glih tisti del, ki sem prej rekla. Naš živčni sistem je skozi malo v aktivaciji, se pravi, ta en stres, ki ga mi doživljamo, ni neki hudi, strašen, ki prileti, ampak je taki trajni in nizki. Ne? Se pravi, skozi smo tako malo napreži in se ne moremo prav dobro umiriti. Jaz včasih dam primerjavo iz zgodovine, iz prazgodovine, ko je pač človek, ne vem, prišla nevarnost, neki lev in se je mogel aktivirati. Se pravi, grem zdaj v akcijo in se borim s tem levom ali mu zbežim, potem se pa umirim. Ta človek je dal stres čez in se umiril. Zdaj nas ne lovijo levi iz grma, ampak imamo pa mi te leve, to so stalne neke maili, sporočila, klici, in ko da ta lev skozi nekje čaka, nas sicer ne napade, ampak mi smo stalno malo, ne? In to je tisto, ko ljudje pravijo, zvečer se uležem, pa moje telo ne sodeluje, ker moje misli so stalno ali malo zadaj, ali malo spredaj, nisem pa tam prav na kavču. Še napoved vremenoslovcev. Jutri bo prevladovalo oblačno vreme z občasnim dežjem. Dopoldne je bilo sončno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in Lendavi namerili 17, v Krajinskem parku Gričko pa 16 stopinj Celzija.
Jutri bo prevladovalo oblačno vreme z občasnim dežjem, na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo v noči na četrtek nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 11, najvišje dnevne od 11 do 16 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 6, v Mariboru in na Ptuju 5, najvišje dnevne pa med 11 in 12 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo v četrtek čez dan oslabela, jutra bodo sveža, ponekod bo možna slana. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 2 in 13, čez dan pa med 12 in 23 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomorskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja tudi na naši spletni strani in družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in vse dobro še naprej.